Dragi prijatelji kmetijstva, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, v tej čudoviti sončni soboti je v Ljubljani na Pogačarjevem trgu velikonočno obarvano podeželje v mestu. Bogdaj želim. Lep pozdrav, Bogdaj vsem. In dobrodošli na podeželju v mestu v Ljubljani, ki je seveda velikonočno obarvano. Nam lahko vi kot župnik opišete pomen velike noči in velikonočnih praznikov? Ja, vsi verni in tudi manj verni vemo in čutimo, da je velika noč en osrednji praznik, ki gane in ki prebudi sleherno dušo človeka, ki je ustvarjena za večne vrednote in za življenje. Zato velika noč, ki prinaša tisto pravo življenje, ki gre tudi preko smrti in trpljenja, je gotovo največji nagovor in močan notranji motiv, da se človek ob tem prazniku lepo počuti in je optimist in je srečen in vesel kljub temu, da doživlja vsak dan morda tudi velike petke in razočaranja in meglenost in neko brezupnost, vendar ta praznik pa le nas dvigne in da pogled v prihodnost. Danes v soboto je tudi tretji spomladanski dan, sicer pa je že tu na tržnici v Ljubljani poln cvetja. Ja, se lepo, letos smo ga še posebej veseli, ker smo že malo siti in naveličani zime in teh dolgih zimskih večerov in snega, ki smo ga morali kar precej časa premetavati in obvladovati, tako da smo tega cvetja še toliko bolj veseli. Kajti jutri bo tudi cvetna nedelja. Ja, in to je pa spet tisti praznik, ki nas že opozarja na veliko noč, da gre za življenje, čeprav bomo šli še prej preko semena, ki mora umreti v zemlji, preko trpljenja, odpovedi in gnilobe in odmiranja v življenje. In to nam pa pove vsako cvetje. Ker vsako cvetje prihaja iz zemlje, torej umira v zemlji, zlasti to, če to pogledamo zrnje, tam nam je najbolj domače in jasno, čebulčki pa čebule pa to druge stvari, tam nimamo tako doživetega videti to, kako se iz nič potem ustvarja novo življenje, iz tega umiranja, da zrno mora najprej umreti in se gniti, da potem pride novo življenje. Sveda je v vsaki smrti življenja, ne? Tako. In zato je ta nedelja in ta praznik tako spet razveseljujoč in opogumljajoč za naše življenje in za naše turobnosti, ki jih doživljamo v vsakdanjem življenju. Prej ali slej. Sicer pa so velikonočni prazniki tudi v znamenju šunke, hrena in jajc, seveda, pirhov. Ja, no se, ker človek, kot sem tudi prej povedal, je človek življenja in zato je tudi dal vsej tej hrani, ki jo on potrebuje za vsakdanje življenje in veselje in za ohranjanje človeškega rodu, polno simbolike. Zato se je za veliko noč nadel res polno tega simboličnega izražanja teh metafor v mesu, v kruhu, v hrenu, v jajcih, v potici, vsemu vidi to življenje, to spreminjanje, prehajanje iz nekaj novega v novo, boljše življenje. In zato je ta teden tako bogat in tako plemeniten in zgovoren in tako plemenit. Hvala lepa za vaša simbolična sporočila. Ja, hvala lepa, tudi vam. Pa srečne praznike, lepe. Hvala lepa, enako. Ja. I